Predlaga skupno listo progresivne fronte, v katero bi se povezali Levica, Vesna, Pirati in Kordiševi socialisti, saj se v nasprotnem primeru boji, da bodo vse te stranke ostale zunaj državnega zbora. Takšen predlog Jaše Jenulla je dvignil marsikatero obrv in mu na nek način sledi tudi Golobovo povabilo na jutrišnje kosilo strankam iz levega pola, ki imajo vsaj odstotek podpore na javnomnenjskih anketah. Jenull je obenem napovedal tudi aktivacijo iniciative Glas ljudstva, ki bo s prostovoljci po celi Sloveniji skušala mobilizirati čim več ljudi za volitve in na ta način preprečiti oblikovanje vlade Janeza Janše po volitvah. Medtem Janša napoveduje, da bo nevladnim organizacijam, ki so podaljšek Levice, odvzel financiranje iz državnega proračuna, če bo oblikoval vlado. Za jutri pa so v SDS že pred nekaj časa napovedali shod, na katerem se bodo v času Golobovega kosila z levosredinskimi strankami spomnili Jožeta Pučnika, enega glavnih osamosvojiteljev. Na shodu bo govoril prvi predsednik vlade Lojze Peterle, ki je naš gost. Z nami je tudi Jaša Jenull. Dober večer obema. Dober večer. Gospod Jenull, zakaj se torej vi zavzemate za oblikovanje progresivne fronte in skupno listo, na katerih bi na volitvah skupaj nastopale Levica, Vesna, Pirati in Kordiševi mi socialisti? Jaz bi rekel, da to ni samo neka ideja, ki je zrasla na mojem zelniku. Jaz mislim, da je veliko tega razmišljanja med progresivnimi volivci, da je nevarnost, da bodo te stranke ostale tik pod parlamentarnim pragom in da se bodo vsi te pravzaprav progresivni glasovi, vse te stranke, ki imajo neke svoje programe, ki bi bile dobre za ljudi, da bodo ostale pod pragom in da se bodo vsi ti glasovi izgubili. Ampak vi menite, da bi res lahko skupaj v takih razmerah spravili recimo, ne vem, Asto Vrečko, Luka Mesca in Kordiša, ki so se ravno kar razšli, ne? Jaz mislim, da je bistveno vprašanje tukaj, kaj si te stranke, zakaj si prizadevajo, kakšni so programi teh treh strank. In jaz mislim, da programi vseh teh štirih strank so v bistvu zelo, zelo sorodni, prav na vsebinski ravni, in da je to neka preizkušnja tudi za njih, a so sposobni iti čez neke osebne zamere, tudi čez neke kalkulacije osebne za vsako to posamezno stranko in narediti nekaj, kar bi bilo dobro za volivke in volivce. Sigurno bilo pa dobro tudi za celotno Slovenijo, ker te zdrobljeni glasovi bi znali dejansko omogočiti Janezu Janši, da oblikuje novo vlado. Sam je pa že jasno napovedal tudi zdaj v teh zadnjih dnevih, da bo ta vlada še bolj totalitarna in še bolj represivna, kot je bila prejšnja Janševa vlada. Kako gledate, gospod Peterle, vi na to pobudo gospoda Jenulla za povezovanje in oblikovanje progresivne liste? Meni se zdi ta pobuda v načelu razumna. Jaz sem pristaš tega, da mora biti volivcem zelo jasno, kakšne so alternative. Pred 35 leti smo imeli dva tabora, enega projugoslovanskega, enega slovenskega, in ljudem ni bilo težko odločati se in so vedeli, kje bo njihov glas pristal. Kdor je volil za Demos, je volil za samostojno in demokratično Slovenijo. Zdaj, seveda, v tej naši igri imamo strice od zadaj, pa imamo strice od spredaj. Gospoda Jenulla jemljem za človeka, ki želi zadeve usmerjati v neko smer. Motiva antijanšističnega z njim ne delim, ker mislim, da je to, kar se dogaja že toliko let, pretirano in da ni glavni problem te Slovenije Janez Janša, ki je že 3 vlade vodil, 2krat uspešno tudi Evropski svet. Tako da jaz sem malce alergičen na ta ponavljajoči se antijanšizem. In jaz mislim, da je treba dati res razvidno priliko ljudem, da bodo videli jasne razlike in če pride tukaj do povezovanja, nimam nič proti. Sam se trudim, da bi se nekaj podobnega zgodilo na desno-sredinski strani. Ni glavni problem Janša? Jaz mislim, da glih ta izjava, ki smo jo spremljali zdaj v teh dnevih, o tem, kako bodo financiranje preveč kritičnim nevladnim organizacijam ukinjeno, je popolnoma enaka poteza, kot jo je Trump sprejel, dejansko takoj, ko je prišel na oblast, kot jo je sprejel Orban, ko je dobil svoj drugi mandat in kot jo je sprejel Vučić v Srbiji. To so poteze totalitarcev, ki hočejo utišati kakršnokoli kritičnost civilno družbo in zastrašiti te stranke. Se pa jaz strinjam, da ne smejo biti te volitve samo vprašanje Janša in anti-Janša in da ta anti-Janša sentiment ne bo dovolj za to, da bi dejansko bile dosežene neke
pozitivni razvoj in za prihodnost na volitvah. Zato se mi zdi, da te stranke, da bi se morale povezati ne samo oportunistično in iz tega nekega sentimenta, ampak zato, ker so si sorodne na področju stanovanjske problematike, grajenja novih stanovanj, na področju mirovne politike, tega, da ne brezglavo se militariziramo, na področju delavskih pravic, socialnih pravic, človekovih pravic, tudi vladavine prava in transparentnosti. Skratka, jaz mislim, da te stranke bi imele možnost, da oblikujejo neko skupno listo, da bi si izbrale nekih 5 do 10 strateških ciljev, ki jih si želijo uresničiti, in potem bi dejansko, če bi se jim to posrečalo oblikovati, bi bila to lahko tretja najmočnejša stranka v Sloveniji in bi dejansko imeli možnost te stvari uresničiti. Druga možnost je pa to, da bodo pred parlamentom protestirali in skupaj s civilno družbo pač se borili za demokracijo, kar pa ne bo imel nikakršnega bistvenega vpliva na razvoj, vsekakor ne v primerjavi s tem, da bi dejansko sooblikovali politiko v parlamentu. Glede Janše bi rekel, da je on prišel v politiko z zelo kritičnim odnosom do takratne oblasti. In takrat smo bili mnogi člani neke civilne družbe, jaz med drugim tudi odbora za človekove pravice, ki pa mislim, se ne spomnim, da bi dobil kakšno vladno podporo. Pri nas je treba, jaz sem za to, da jasno govorimo o zadevah. Janša ni rekel, da bo kritične glasove utišal, tudi ni napovedal totalitarizma, ne poznam take izjave, drugo pa je, če se ga tako interpretira. Pač pa mislim, da je kritičen do tega, da del slovenske civilne družbe zelo lepo paktira z obstoječo vlado, in v tem smislu se pol čas vprašaš, je to nevladno ali je vladno. Ko pa vidiš, kakšni denarni tokovi spremljajo podporo vlade, je pa seveda potem zadeva še bolj jasna. In jaz bi rekel, to vlado, do katere je gibanje gospoda oziroma združenje okrog gospoda Jenulla, Glas ljudstva kritično, so prikolesarili pravzaprav oni. In če bili tako vneti kritiki te vlade, kot so bili Janševe, bi gospod Jenull lahko premagal Pogačarja na Tour de France, ker bi moral kolesariti po dnevi in po noči. Ja, resnica je v resnici obratna. Mi smo absolutno imeli popolnoma iste standarde. Do te vlade, kot smo imeli do prejšnje vlade, smo opozarjali na vse neizpolnjene obljube, na kakršnekoli sporne odločitve, na kakršnekoli sume korupcije, ampak preprosto pač ta vlada v 3,5 letih, kolikor je bila na oblasti, je predelala približno, po mojem mnenju, za en mesec afer ali pa nesprejemljivih potez, ki jih je uspela ta prejšnja Janševa vlada. Ampak je naredila samo pol programa, to sem bral v vaših papirjih, približno polovico obljubljenega so več kot polovico, kar je pa ogromno več, kot pa je to naredila katerakoli druga vlada pred njo, ker se takih stvari sploh ni merilo. Ta vlada je pokazala dejansko pripravljenost za sodelovanje s civilno družbo in tudi za sprejemanje kritike strani civilne družbe. Sprejemanje kritike je pa nekaj, kar vsi vemo, da Janez Janša, česar on ni sposoben in da bo vsako kritiko, tako z leve kot z desne, pač ali pa strani medijev, pač neusmiljeno poskušal utišati. Tukaj bom nekaj nepomnižnega rekel. Škoda, se nobene vlade ne meri več za dosežki prve vlade. Povejte mi, gospod Jenull, jutri se bodo na delovnem kosilu s predsednikom vlade srečali predsedniki strank, ki se uvrščajo na levo sredino, oziroma jim ankete dajo možnost, da pridejo v parlament. Kaj se bi morali po vašem mnenju dogovoriti Golob, Prebilič, Luka Mesec, Asta Vrečko, Jasmin Feratović, Urška Zgojnik in Uroš Macar? Ja, jaz mislim, da vsekakor neko medsebojno napadanje, neko medsebojno metanje polen je, po mojem, ni smisla, tudi neke te kadrovske rošade, po mojem, ne bodo prinesle nekega vlaznega dobrobiti za volivke in volivce. Mislim, da bi se pač predvsem te stranke, ki so na tem, da bodo njihovi glasovi izgubljeni, se morale med sabo povezati in da bi se vse stranke morale, Golob in koalicijske stranke, pa lahko naredijo to, da še pred volitvami izpolnijo še kakšno iz teh obljub. Bilo jih izpolnjenih več kot polovica, vsaj delno. Mislimo pa, da je čas, da se še kakšne izpolnijo, kot recimo pravični zdravstveni prispevek, kot to zakoni so v parlamentu in jih lahko še uresničijo in pokažejo, da so zavezani temu, da uresničujejo svoje zaveze in da so bistveno drugačni kot katerakoli druga vlada pred njimi. Jaz sem bil v 3 vladah. Eno sem vodil, v eni sem bil podpredsednik, v eni minister.
In jaz sem bil zmeraj pozoren na tisto, o čemer rečemo slovenski skupaj. Osamosvojitev je del tega, demokratizacija je del tega, vstop v Evropsko zvezo in NATO je del tega. Pri tej vladi imam pa zdaj vtis, da po osamosvojitvi še nikoli ni bilo take razlike med našimi in manj našimi. In jaz bi si želel, kdorkoli bo zmagal v tej rundi, da bo pazil tudi na ta slovenski skupaj. So neke zadeve, ki jih moramo skupaj delati. Ne moramo imeti 4 leta zdravstva z zasebnimi zdravniki, pa 4 leta brez zasebnih zdravnikov. Enako velja za šolstvo, ki ga ta koalicija ideološko, zasebno šolstvo, vrtce in tako naprej, ki jih ta koalicija napada. Ne? Jaz bi si želel, da bi se vsi v tej državi počutili, da so vsi naši. Ne? In bi si želel, da bi razlike prinašale dodano vrednost. Sedaj imamo polarizacijo, zdaj gre za to, kdo bo koga in v taki igri se tisti, ki bo zgubil, seveda boji, kaj bo od njega ostalo. Ne? Jaz bi si želel ene sproščene demokracije, kjer bi se najprej poslušali. Zdajle se slabo poslušamo, bi rekel. Ne? In volitve pač bodo pokazale, ne? Ampak potem bo pa prilika, da se dokaže vendar neka drugačna politična kultura. Bomo videli, kako se bo razpletlo. Najlepša hvala. Ste želeli? Ja, jaz bi samo to dodal, da če sodimo po delu vlade, ne, potem v tem mandatu vlada ni recimo ukinjala financiranja Zavodu svetega Stanislava ali pa mnogim drugim nevladnim organizacijam, ki imajo recimo neko temu, bi rekel, desno ali pa krščansko usmeritev, medtem ko Janša pa napoveduje, da bo delal točno to za organizacije, ki pa imajo mogoče nasprotno. Tako da tukaj je že ena razlika, ki se je pokazala čisto v praksi in je to tudi počel v prejšnji vladi. Je pa ukinila muzej osamosvojitve. Mi smo edinstven primer na svetu, da smo se ponorčevali na tak način iz svojega največjega političnega dosežka. Mislim, da muzej osamosvojitve res ni najbolj pereč problem ta trenutek v Sloveniji, ampak tukaj se mnenja lahko razlikujejo. Gotovo se. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta.